Živjo, Tesla Center kanal smo nazaj, Tina je moja malenkost in danes o tem, kako kupiti kremo. Stranke me to skoraj da vsak dan sprašujejo, pa še vedno, ko grem v trgovino, vidim, kako vohajo, pa kako se namažejo, pa spet vohajo. No, tako se kreme ne kupuje. Pri nakupu kreme je treba upoštevati več stvari, od tipa kože in njenega stanja, ter celo letnega časa. Ampak danes ne bom govorila o tem, ampak danes o sestavinah. Najprej ti na kratko povem nekaj dejstev o kremah, potem pa še 5 nasvetov, ki jih upoštevaj pri izbiri kreme. Greva kar na konkreten primer. Tukaj imam fluid za uravnavanje mastne kože. Vsebuje 30 sestavin navedenih po INCI nomenklaturi. Ja, sem jih šla preštet. INCI je mednarodni standard kozmetičnih sestavin. Na embalaži so te napisane v vrstnem redu glede na njihovo koncentracijo. Višja kot je koncentracija, so napisane na začetku, tiste z nižjo koncentracijo pa na koncu. Večina kozmetičnih izdelkov z izjeme olj oziroma mešanice olj je sestavljena iz vode in maščob. Ampak ker vemo, da se olje in voda ne mešata, je potreben še nek emulgator, ki pomaga, da ta mešanica nastane takšna, recimo temu mazljiva. Voda je tu označena na prvem mestu, zato ker jo je največ. Dodane so ji potem še razne sestavine, ki so aktivne sestavine, torej to so tiste, ki izdelku dajo lastnost, recimo aloe vera, ki vlaži. No, do sem je vse super, potem pa se stvari začnejo komplicirati. Naprimer aditivi. Aditivi so nekaj, kar nečemu dodamo, naprimer konzervansi. Konzervansi so tista sredstva, ki omogočajo, da se izdelek ne pokvari, vsaj ne prehitro. In naprimer, če imaš naravni izdelek za kozmetiko oziroma nego kože, potem bo njen rok uporabe bistveno krajši od sintetičnega. Tu so potem še dišave. To so recimo za dušo. Sedaj pa 5 stvari, na katere bodi pozorna, ko kupuješ novo kremo. Recimo, da kupuješ kremo, ki je vlažilna in ti na embalaži obljubljajo aloe vero z vlažilnimi lastnostmi. Najprej poglej po INCI sestavinah. Če je aloe vera napisana na začetku, potem je v redu. Če je napisana šele nekje na koncu, pa pomeni, da je njena koncentracija lahko nekoliko premalo, da bo zagotovila dovolj vlažilnih lastnosti tvoji koži. Posebno pozornost pa velja nameniti pri aditivih, kot so konzervansi ali dišave, sploh kadar imaš občutljivo kožo ali pa če izbiraš izdelke za dojenčke. Poznamo namreč cel kup konzervansov, ki veljajo kot hormonski motilci in v najslabših primerih celo povzročajo raka. Eden teh primerov so parabeni, vendar še zdaleč niso edini primer. Tu je recimo še triklosan, panonilfenol in pa eden tistih konzervansov, ki ga v zadnjem času zelo pogosto srečujem. To je fenoksietanol. Posebnost pri fenoksietanolu je ta, da je dovoljen le v 1% izdelka. V najslabšem primeru lahko povzroča ekcem, celo poškodbe jeter ali na reproduktivnih organih. Drug primer so torej dišave, ki sem jih omenila že prej. Naj samo omenim recimo, kako pridobijo dišavo vrtnice. Eden od postopkov je tako, da uporabijo pri tem topiloheksan. No, če boš malce pogooglala, boš videla, da so se na Kitajskem delavci v Applovi tovarni s heksanom zastrupili. Zato torej še enkrat, ko izbiraš kozmetične izdelke, bodi pozorna na dišave in konzervanse, posebej pri občutljivih kožah in pri otrocih in dojenčkih. Večino proizvajalcev naravne kozmetike na svojih embalažah navajajo tudi odstotek naravnih in organsko pridobljenih sestavin. Med naravne sestavine štejemo sestavine, ki so pridobljene iz obnovljivih virov. To so na primer vse rastlinske sestavine, pa potem živalske sestavine, kot je na primer čebelji vosek. Iz morja prihajajo alge in potem so tu še mineralne sestavine, kot je na primer glina. O ekološki pridelavi govorimo pa takrat, ko je neka rastlina od njene pridobitve do trenutka, ko konča v kremi, se ne sreča z raznoraznimi kemičnimi postopki, kar je za zdravje izrednega pomena. Nekatere kreme imajo naveden bistveno višji odstotek ekološko pridelanih sestavin kot pa druge. No, če pogledam tale moj fluid, je njegov odstotek ekološko pridelanih sestavin 27, kar je mogoče nizko, ampak le na prvi pogled.
Potrebno je tu namreč pogledati, kako je certificirana voda. Voda je namreč lahko izključno naravna sestavina ali pa je naravna in ekološka sestavina. V tem primeru bo odstotek bistveno višji. No, če pa vzamem za primer recimo tale oljnati serum, ki je v bistvu brez vode, pa je njegov odstotek sestavin iz ekološke pridelave kar 98. Če si še vedno v dvomih glede sestavin, pa si lahko pomagaš s kozmetično bazo Skin Deep. Vsebuje ogromno sestavin, kjer najdeš podatke tudi o tveganjih, naprimer tveganje za raka, tveganje za reprodukcijske organe in tveganje za alergije. Je zelo enostavna za uporabo in do nje lahko dostopaš tudi s tvojim mobilnim telefonom. In za konec še en zelo enostaven trik, ki ti bo pomagal ločiti med naravno in konvencionalno kozmetiko. Na embalaži enostavno poišči tale znakec, torej odprt lonček, v katerem je številka. Ta številka pomeni, kako dolgo je kozmetični izdelek uporaben od trenutka, ko ga odpreš. Dlje kot je kozmetični izdelek uporaben, torej recimo 12 mesecev, bolj si lahko prepričana, da imaš v roki kozmetični izdelek z nekimi sintetičnimi konzervansi. Če pa želiš naravno kozmetiko, potem poišči v tem odprtem lončku številko 3 in lahko si prepričana, da izdelek je naraven. Hvala, ker si bila z mano. Če ti je bil video všeč in da ne zamudiš novosti, se naroči na naš kanal. Jaz pa se kmalu vrnem. Čau!